Dober dan. S profesorjem na ljubljanski ekonomski fakulteti, doktorjem Janezom Prašnikarjem, se bova danes pogovarjala o slovenskem izvozu. Povod za ta pogovor je lestvica 127 največjih izvoznikov v letu 2013. Objavili smo jo ta ponedeljek v prilogi Posel in denar. Če pogledamo lestvico, so razlike med podjetji, izvozniki ogromne. Recimo, na prvem mestu je Krka s prek 1,1 milijarde izvoza, na zadnjem 127. mestu pa Kamniška Eta z dobrim 1,3 izvoza. Doktor Prašnikar, zdaj razlike so res velike, tako po vrednosti kot tudi po samem deležu izvoza v skupnih prihodkih. Kaj bi pa vi kot te temeljne razlike ali pa tudi ključne značilnosti, ki povezujejo izvoznike, izpostavili? Ja, res je, da razlike med izvozniki so velike, sorazmerno velikosti našega gospodarstva je nekaj večjih, vendar so pomembni tudi vsi ostali. Tako da z tega vidika, tudi če primerjamo lansko leto, lahko vidimo, da je letos en kar pomemben zdrs doživel Revoz in je bilo potrebno to nadomestiti in tisto, kar mislim je, da seveda eno je, da večji to nadomestijo, so pa pomembni tudi vsi tisti manjši, ki šele vstopajo na nov trg. Potrebno je opozoriti, ko že govoriva o tej vaši lestvici, sami ste omenili, da ste zaprosili 250 podjetij in ste dobili odgovore od 127, to se pravi, to je približno, če se prav spomnim podatkov, okoli 45% slovenskega izvoza. Pomembno je, da obravnavamo tudi ostale, ki jih vi na vaši lestvici niste omenili, čeprav mislim, da delo, ki ste ga naredili, je hvalevredno. Dobro. Kako si pa razlagate to, da izvozniki, kljub temu, da so bile recimo gospodarske napovedi zelo slabe, ampak izvozniki kljub temu dosegajo dobre rezultate, pravzaprav poganjajo gospodarstvo vseeno naprej? Pred krizo je bil v absolutnem znesku delež slovenskega izvoza okoli 20 milijard evrov. Potem je v krizi prišlo do 20% zmanjšanja. In tam nekje v letu 2011 smo seveda prišli na isto absolutno velikost, kot je bila pred krizo. In od takrat, nekje od srede 11. leta, izvoz doživlja pravzaprav kar en, bi rekel, konstanten stopnjo rasti, tako da je lansko leto bil rast izvoza okoli 3%, kar nas uvršča na tem segmentu med najbolj hitro rastoče gospodarstva v Evropi, v Evropski uniji. Pred nami sta Slovaška pa Estonija. Tako da jaz moram reči, da ko pride do teh napovedi, sem včasih začuden, s kakšno lahkoto nekateri moji kolegi povedo številke, ki potem se pokažejo, da ne držijo. Tako je bilo že na začetku lanskega leta govora o tem, da bo padlo slovensko gospodarstvo za 5,5%, še po poletnih počitnicah so govorili nekateri o 3,5%, zdaj bo verjetno končni rezultat tam 1,5 do 1,7%, kar se mi zdi realno. Vendar je treba povedati, da izvoz je najbolj propulziven del slovenskega gospodarstva, ki je nekako zagotavljal, da ta padec gospodarske rasti ni bil še večji, da pa se je že sredi leta lanskega pokazalo tudi, da se je zaustavilo padanje na področju domače porabe. In hkrati so se začele kazati trendi na področju investicij. Zanimivo je, da po dolgem padanju rasti v negativni rasti, torej po negativni rasti v gradbeništvu, se je prvič pokazal tudi pozitiven trend tukaj. Tako da mislim, da bi mogli biti ekonomisti pri svojih napovedih bolj previdni, ko jih dajejo.
Ampak, ko pogledamo trge, kam slovenski izvozniki največ izvažajo, največ prodajajo, se vidi, da je v bistvu glavni trg Nemčija oziroma nasploh Evropska unija. Kaj pa drugi trgi? Nekako jih ni videti, da bi se še skušali dovolj konkurenčno umestiti drugam. Ja, tradicionalno gledano, govorim o trendih po osamosvojitvi, je Evropska unija največji trg slovenskih izvoznikov. Giblje se, če gledamo celo Evropsko unijo, med tam okoli 65-70%, zdaj vaši podatki prikazujejo, to so zadnji podatki, naj bi bil letos celo 75%. Zdaj, če bi vzeli države EU, države z evrom, je ta delež okoli 56-57%. Delež Nemčije je sicer od začetka tranzicije padel na 20%, od 35 na 20%, vendar je, govorim o 20% GDP-ja, vendar je ta delež med vsemi državami najvišji in se je okrepil v zadnjih nekaj letih na račun padca recimo deleža v Italiji in v neki meri na račun padca prodaje v bivšo Jugoslavijo. In seveda to predstavlja problem. Ne zaradi tega, ker naj podjetja ne bi izvažala v Evropsko unijo. Gre bolj za, mi temu pravimo, robustnost. Glede na to, da se v prihodnje in tudi zdaj že večja delež ostalih področji, območij v izvozu, je delež Slovenije preveč vezan na Evropsko unijo. Lahko rečemo v neki meri, da ni robusten. Gre tudi za probleme, ki bo Evropska unija še nekaj časa imela, kot so recimo deficiti v javnem dolgu. Nekatere države so se zelo močno zadolžile na sektorju gospodinjstva. Tukaj je še problem Nemčije, kjer domača poraba pravzaprav raste najpočasneje. Torej bi bilo dobro, da bi slovenski izvoz bil bolj diverzificiran. S tem bi bil tudi bolj robusten, seveda pa so problem vstopni stroški. Če se odločiš za nova tržišča, je to povezano z vstopnimi stroški. Ampak recimo, zdaj o novih trgih smo zadnja leta govorili, recimo večjo usmerjenost na ruski trg, pa potem Indija in tako naprej. Kaj pa recimo Afrika? Nekako tega pa do zdaj nismo tako pozorno spremljali. A je potencial? Ja, spet se je treba obrniti k majhnosti slovenskega gospodarstva, vendarle gre za en zelo majhen segment gospodarstva. Že to, da se recimo povečuje delež izvoza v rusko govoreča področja, mislim, da v zadnjih letih šel čez 4%. Že to je povezano s precejšnjimi vstopnimi stroški. Ja, Afrika, tudi Turčija, Avstralija, to so področja prihodnosti. In seveda si je želeti, da bodo slovenska podjetja bolj pogumna tudi pri vstopanju na te trge. Zdaj, pogosto slišimo, da bi mogoče lahko tudi država z svojimi ukrepi bolj pomagala izvoznikom. A to drži? A izvozniki rabijo to pomoč? Pa če že, kako? Ali bi bilo bolj, da jim recimo, bančni sektor pomaga izvoznikom z nekimi, bolj ugodnimi krediti? Kje je tista prava mera za pomoč? Jaz mislim, da seveda preskrbljenost gospodarstva z denarjem je ključnega problema. In ko gre za izvoznike, čeprav tudi po zadnjih dogajanjih vidim, se pojavljajo po medijih predstavniki bančnega sektorja, ki govorijo, da ni nobenih ovir pri preskrbovanju denarja tistih, ki so uspešni. Mislim, da to ne drži v celoti. Mislim, da gre za več problemov tukaj, da eno je seveda obrestna mera, ki je visoka, in seveda pri neki obrestni meri je povpraševanje takšno, pri drugi obrestni meri bi bilo drugačno. Drugo vprašanje je, da seveda sistem bančni v tem trenutku deluje, mi temu pravimo kot na principih kolateralne ekonomije. Kdor ima
zavarovanja, kolateral, tisti seveda lahko pridobiva kredite, medtem ko je cel sektor, kot je recimo storitev, ki teh kolateralov nima, ne pride v poštev. In tretjič, tisto, kar se ne vidi, je, da ker ta segment ne deluje dobro, ljudje sprejemajo odločitve po načelu najslabše možnosti. Torej, če ne dobim zavarovanja ali pa kreditiva, pač nekega posla ne sprejmem, in tega se pa seveda v ozadju ne vidi. Tako da, kar se mene tiče, je seveda to ključnega pomena. Kar se pa tiče pomoči, je pa seveda s tem sistemom povezan tudi možnost velikih, torej zlorab. Namreč v ozadju tako imenovane industrijske politike, ki ne pomaga z nekimi akcijami, ki seveda predvidijo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, je zaupanje. In v državi, v kateri živimo, danes je tega zelo malo. In še čisto kratko vprašanje, prosim še za kratek odgovor. Kakšna je potem pravzaprav vaša napoved glede izvoza za naprej? Jaz mislim, da če se ravno nekaj posebnega ne bo zgodilo v Evropski uniji, pa ne predvidevam tega. Jaz mislim, da je tisto dno dosežen in lahko rečem, da v tem trenutku trendi so obrnjeni navzgor. Doktor Prašnikar, hvala lepa za pogovor. Prosim.